Pozdravljeni! Po napetih in nepredvidljivih kvalifikacijah je prišel čas za naš običajni zadnji brifing, kjer si bomo ogledali vse zanimivosti in podatke, ki jih lahko upoštevamo pred začetkom velike nagrade Abu Dhabija, zadnje dirke v sezoni 2021. Tudi tokrat bo naš zadnji briefing razdeljen na tri ločene dele, tri ločene enote, ki pa bodo, kot boste videli, med seboj povezane. V prvem delu se bomo pogovarjali o samih kvalifikacijah, kjer bomo tudi skušali razumeti, zakaj so se kar naenkrat pokazale določene kvalitete, predvsem pri Red Bullu. Nato v drugem delu si bomo ogledali ritem glede na podatke, ki so seveda dostopni. V tretjem delu bom dal pa, kot običajno, še zadnjič v tej sezoni mojo osebno napoved glede možnih strategij. A začnimo na začetku s samimi kvalifikacijami, kjer smo videli premoč Maxa Verstappena, predvsem v tretjem delu kvalifikacij. Zadeve niso tako enostavne, kot se lahko zdijo na prvi pogled, a potem nekoliko kasneje. Najprej bi rad poudaril nekaj, kar je marsikdo spregledal. V drugem delu kvalifikacije je trem voznikom uspelo prebiti se z tisto srednjo mešanico. In seveda Lewisu Hamiltonu, Valtteriju Bottasu ter Yukiju Tsunodi. Tsunoda ne samo, da je bil boljši od svojega moštvenega kolege Pierrea Gaslija, ampak uspel mu je preboj v tistem pravem stilu, s tisto pravo pneumatiko, po mojem mnenju, za samo dirko. Zopet dokaz, da kvaliteta je prisotna pri Yukiju, rabi le izkušnje, da bo naredil manj napak in dosegel boljše rezultate. Druga točka, smo videli, da pri Alpinu se zadeve niso tako pokazale v dobri luči, kot smo videli naprimer na drugem prostem treningu. Voznika približno skupaj, ampak bistveno bolj zadaj od tistega, kar bi lahko pričakovali. In znova potrditev velikega nihanja med naprimer petkom in soboto. Kratne kvalifikacije za Landa Norrisa in skoraj porazne kvalifikacije, kar se tiče Daniela Ricciarda. Stalnica pri McLarenu, ampak v boju za tretje mesto s Ferrarijem bo izjemno težko. Čeprav tudi pri Ferrariju smo videli, da je Carlos Sainz mlajši bil hitrejši od Charlesa Leclerca. Bo to povzročilo kakšno notranjo napetost? Ne vem, a upam, da se bo za obe ekipi praktično ta sezona končala najlepše, kar se da. Videli smo tudi izjemno slabe kvalifikacije, kar se tiče Valtterija Bottasa in ne tako bleščeče kvalifikacije, kar se tiče Sergija Pereza. V svojem je to zanimivo, kajti nekako bosta izključena oba druga voznika iz tistega boja za naslov svetovnega prvaka. A sedaj, seveda, se moramo obrniti k njima dvema, k Lewisu Hamiltonu in Maxu Verstappenu. Max v tretjem delu kvalifikacij fantastičen, neulovljiv, a v drugem delu je naredil napako. Namreč spluščil je tisti set medium pneumatik, ki mu je bil na voljo. Nekako je bil prisiljen popraviti krog s pneumatiko soft in kako spremeniti strategijo. A o strategiji seveda nekoliko kasneje, ampak imejmo to v misli. Lewis Hamilton je svoje delo napravil, kot je v njegovi navadi. Namreč prebil se je, a v zadnjem delu kvalifikacij v Q3 njegov Mercedes ni bil tako hiter. Mnogi so začeli kriviti temperaturo, ampak vprašanje je temperaturo zraka, temperaturo asfalta
ali temperaturo pnevmatik. Namreč možno je, da Mercedes W12 je začel pregrevati set soft pnevmatik. In ko temperatura pnevmatik gre čez tisto optimalno, izgublja na oprijemu. Nekaj nasprotnega smo lahko videli pri Maxu Verstappenu. Namreč soft pnevmatiko je bil izjemno hiter. Torej, sposoben je bil spraviti tisto mešanico na pravo temperaturo. A seveda, na dirki je potrebno rabiti dve različni mešanici. In kje pa piše, da bo Lewis Hamilton s tisto medium pnevmatiko imel podobne težave? Namreč medium pnevmatika deluje na višji temperaturi kot soft in hard 6 stopničko nad njo. Zato bi lahko imel Max Verstappen določene težave pri tisti drugi mešanici. Ampak kakšne in s kakšno mešanico, seveda malce kasneje. Torej, kraten rezultat, kar se tiče kvalifikacij, ampak na dirki je še vse odprto, zgodi se lahko še marsikaj. In verjetno, po mojem videnju, je bila tista napaka pri zaviranju na pnevmatiki medium lahko tudi usodna. Poglejmo si malce ritem. Mnogi navdušenci so zapazili, da Max Verstappen je bil izjemno hiter tudi na drugem prostem treningu, ko so ekipe preizkušale ritem. A preračunal sem njegov ritem sam in pogledal sem tudi marsikaterega tujega avta. Max Verstappen je s pnevmatiko medium napravil v bistvu en sam krog in na osnovi enega kroga se ritma ne računa. A ukolikor pogledamo Maxa v malce daljšem stintu, bomo ugotovili, da približno lepih 6 krogov je napravil v enem stintu samo na pnevmatiki soft in ne medium. Torej, njegov ritem, ki ga vidimo na tem grafu, je pravilno izračunan, ampak ni primerljiv s tistim, ki ga je napravil Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ali Sergio Perez. Če pogledamo razliko med enim in drugim voznikom, bomo videli, da je ta približno takšna, kot je napovedoval Pirelli, za razliko med pnevmatiko soft ter medium, približno zaokroženo 6 desetink. Torej, če malce razmislimo, bomo lahko dejali, da je bil ritem Maxa podoben tistemu, ki bi ga lahko pričakovali s pnevmatiko medium, ukolikor bi napravil stint. In če pogledamo še ta drugi graf, drugega avtorja, bomo videli, da Mercedes ter Red Bull sta skorajda poravnana. Razlika 4 stotink, kar se tiče ritma, je irelevantna. In seveda imamo sedaj 3 izračune, mojega osebnega in 2 tuja, ki kažeta na veliko poravnanost med Mercedesom in Red Bullom, kar se tiče ritma. A da bomo bolje razumeli, kaj lahko pričakujemo, si moramo ogledati še možne strategije. Znam, bil sem zaseden s komentiranjem. Snemati sem začel prispevek v trenutku, ko sem se vrnil domov. In tu bomo lahko videli, zakaj tista napaka Maxa Verstappena na drugem delu kvalifikacij bi morda bila celo ključna. Člankov, ki jih je napisal Pirelli, vam priznam, še nisem imel časa niti poiskati. A po mojem mnenju bo najboljša strategija z enim samim postankom. Namreč, proga kot taka je postala hitrejša za najmanj 12 sekund. Torej, izhod in vhod v bokse ter pit lane se pa v bistvu ni spremenil. Po mojem mnenju je idealna rešitev tista, ki jo vidimo na prvem mestu. Začeti s pnevmatiko medium in nekje med 22. in 28. krogom praviti menjavo. Nato preiti na pnevmatiko hard ter
voziti do konca. Seveda, možna je tudi strategija, da v prvem delu uporabimo pnevmatiko soft, a tisto okno uporabe in dolžina stinta je bistveno krajša. Ne gre tu toliko problem v smeri krajšega stinta, kot problem v tisti drugi smeri, v bistveno daljšem stintu s pnevmatiko hard, kar bi lahko povzročilo Red Bullu določene težave. Namreč ugotovili smo na začetku, da verjetno Max Verstappen ni toliko pregrel pnevmatike soft, a vkolikor bo imel daljši stint na pnevmatiki hard, smo prepričani, da bo lahko z mirno vožnjo tisto tršo pnevmatiko spravil na primerno delovno temperaturo. Za Mercedes sem prepričan in tudi Lewis Hamilton bo imel bistveno krajši stint, vsaj po mojem osebnem razmišljanju. Zato bi se zadeve znale korenito spremeniti, pravzaprav zaradi izbora pnevmatike v prvem stintu in seveda nastavitev. Kot običajno sem vam predstavil tudi tretjo varianto z dvema postankoma, ki pa je, priznam, samo neka vaja, da sem pokazal tri možne različne strategije, kajti mislim, da vkolikor ne bo kakih varnostnih avtomobilov, prekinitev, ne bomo gledali dirko, kjer seveda bomo videli nekoga, ki bi izbral nekaj takega z dvema postankoma. Možno je tudi izbrati obraten vrstni red, torej začeti na pnevmatiki hard in nato v drugem delu izbrati tisto bolj primerno, ali soft ali medium. Seveda v drugem delu z mehkejšo pnevmatiko so zadeve malce bolj odprte, ker je bolid lažji. Torej, če malce zaključimo ta naš zadnji briefing, enkraten rezultat Maxa Verstappena na samih kvalifikacijah. Tudi moralno je dobil kar nekaj moči, to še ne pomeni, da Lewis Hamilton je potisnjen tja v ozadje in da nekako je primoran čakati na kako napako Maxa. Strategija zna biti ključna in ni rečeno, da Red Bull bo tudi z najtršo pnevmatiko konkurenčen. A seveda vsi mi navdušenci upamo na to, da bomo gledali boj do zadnjega kroga in zadnjega ovinka. In to tudi sam pričakujem. Na koncu zmaga tisti, ki je najboljši, najhitrejši in seveda postane svetovni prvak v sezoni 2021. Kar se tiče nas, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.